Mogoče ste tudi sami že kdaj bili v situaciji, ko je samo prisotnost nekega človeka v istem prostoru že vplivala na to, kaj ste se čutili. Mogoče ste postali rahlo nervozni, kako ste govorili, katere besede ste izbirali, mogoče ste bili bolj pazljivi pri tem, ste se malo bolj potrudili, da ste bolj izpadli pametno ali pa bolj zanimivo. Lahko da ste tudi se javili za kakšno akcijo ali pa za kakšen tim, ker pač mogoče niste imeli kaj dosti interesa, ampak ste si predstavljali, da bi bilo tako prav. Skratka, mogoče ste celo naredili nekaj, kar drugače ne bi, ampak je samo prisotnost tega človeka v tem prostoru, brez da bi karkoli sploh povedal, že vplivala na to, kako ste se odločali, kaj ste razmišljali in pa seveda, kaj ste čutili. Vsi mi vplivamo drug na drugega, če hočemo ali pa ne. Torej je v bistvu bistvo obvladovanja psihologije vplivanja in prepričevanja z retoriko v tem, da se naučite imeti pozitiven vpliv na druge ljudi. Da se naučite s pozitivnim načinom voditi, s pozitivno komunikacijo voditi. Ker v tem je ravno vsa čarobnost pravzaprav psihologije vplivanja. Ne? In to je tudi tisto, kar jaz vidim, da mene navdušuje, da se s to temo že kar nekaj let ukvarjam. Ena zgodbica, ki mi je zelo všeč, vam jo povem, meni osebno najlepše demonstrira, kaj je vplivanje in prepričevanje. Nedolgo nazaj sem jo brala v knjigi Osha. Govori pa o tem, kako lahko pozitivno vplivamo na druge ljudi. Torej, predstavljajte si, da vidite nekega človeka, nekega moškega, ki na svoji rami nosi težko breme. Vprašate ga, mož, kaj pa to nosite na vašem hrbtu? Pa vam reče, to je pa strašna vrednost, zaklad. To so sami diamanti, rubini in dragi kamni. Pa vi pogledate in vidite, to pa sploh ni to. Pa se to je pa vendar eno navadno kamenje, to je brez vrednosti, mu poveste. Ampak a mislite, da vam verjame? Prigovarjate mu, da izpuste vendar to vrečo, gospod, tega ne rabite, brez veze se trudite, brez veze se matrate, brez veze si lomite hrbet, nič ne boste imeli od tega, spustite to vrečo, tukaj jo pustite, ne rabite jo nositi s sabo, ne bo vam nič koristila. A mislite, da bo človek spustil to vrečo? Lahko mu prigovarjate, kakor mu želite, ampak ne boste uspeli. Če pa mu pokažete, kako izgleda diamant, če mu pokažete, kako izgleda rubin, če mu pokažete, kaj je tisto, kar ima pravo vrednost, če on to prepozna, bo sam spustil svojo vrečo. In v tem je vsa čarovnija vplivanja in prepričevanja, torej psihologija vplivanja, tiste, ki je meni všeč. Tako da, če greste na šolo poslovne retorike HMEN, se boste naučili, kako lahko na druge vplivate na pozitiven način, kako sploh razumete svoj vpliv, ki ga imate, in kako lahko skozi retoriko vplivate na druge ljudi na pozitiven način, da jih motivirate, da jih pozitivno vodite in seveda, da jim pomagate, da spregledajo, kje je njihova prava vrednost. To je to z moje strani danes, tako da se še slišimo za kakšen koristen nasvet. Čau!